Pripravili smo že 7. razstavo orhidej in tropskih metuljev ter tropskih papig, ki se razprostira na več kot 700 kvadratnih metrov. Če pogledamo skozi okno, seveda vidimo še ta pravo zimsko podobo. Samo 1–2 metra od nas pa je povsem drugačen svet. Drugačne rastline, drugačne živali, drugačno podnebje. Razstava orhidej in tropskih metuljev, skupaj tudi s papigami, seveda v svoji 7. izdaji postaja večja, bogatejša, še bolj dodelana in ponovno bo pritegnila še več radovednih obiskovalcev od blizu in daleč. Za projektom že vsa leta stoji veliko parov pridnih rok. V družinskem podjetju s kar 40-letno tradicijo, kot ga imajo pri Kurbusovih, ideje, projekte, dogodke in prave floristične spektakle, kot je današnji, peljejo skupaj več generacij z roko v roki in to je zagotovo tudi eden od ključev do uspeha. Prava tropska džungla z več kot 3000 orhidej na enem mestu, več kot 200 različnih sort orhidej in seveda tudi veliki živi tropski metulji, ki so k nam prišli v obliki bub in se izlegajo vsak dan. Tovrstna razstava v Pomurju pa pomeni tudi inovativnost našega dolgoletnega člana in sodelavca v organih naše zbornice, gospoda Slavka Kurbusa. Leta 2004 je bil nominiran za obrtnika leta, naslednje leto pa je prejel kronasti grb občine Gornja Radgona. Leta 2014 pa je prejel priznanje obrtniški vzor za podelitev obrtnika leta na Brdo pri Kranju, ki ga vsako leto organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. V tej priložnosti vam želim uspešno razstavo in vam podeljujemo priznanje za 40. obletnico delovanja. Izredno čast mi je, da sem danes prisoten na tem dogodku. Moram reči, da je takšen dogodek edinstven, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Izredno sem ponosen na podjetje, katero je med večjimi podjetji, vrtnarskimi podjetji, ne samo v Sloveniji, predvsem pa tudi v Evropi. Zato si bi želel, da je takšnih podjetij še več, tako uspešnih, kot je podjetje Kurbus. Če pripomnim, da je v Sloveniji 83% družinskih podjetij in 70% vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, zaposlenih v teh družinskih podjetjih, potem si sigurno obrtniki, podjetniki zaslužimo več pozornosti s strani države. Seveda sem izredno vesel, da se to podjetje razvija in verjamem, da bo to podjetje še nadalje raslo. Z mladim rodom, seveda gospod Slavko Kurbus je to predal v upravljanje svojih hčerki in verjamem, da se je veliko naučila od svojega očeta in bo nadaljevala njegovo delo. Z tega mesta bi se rad tudi zahvalil gospodu Slavku Kurbusu za izjemno delo v Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji, za njegov prispevek v gospodarstvu v Republiki Sloveniji. Dokazal je, da se tudi v Republiki Sloveniji da z poštenim delom, z vztrajnostjo, inovativnostjo tu tudi doseči. Zato mu iz tega
mesta čestitam za vse njegovo dosedanje delo in izredno ponosni smo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, da imamo takega človeka med sabo in seveda, da imamo tudi mlajše rodove, da je tudi gospa, katera je prevzela podjetje Vrtni center Kurbus, tudi naša članica. Zato mi dovolite, da povabim oba gor k sebi, če pristopta, in izjemno čast in ponos mi je, da lahko gospodu Miroslavu Kurbusu predam najvišje priznanje, katerega podarja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije za izredne zasluge posameznikov. To je zlati ključ Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Iskrene čestitke. Seveda vabim, da tudi pristopi direktorica Vrtnega centra Kurbus. Tudi mesec nas loči ob 40-letnice tega podjetja. Zato iskrene čestitke tudi za 40 let dela, plodnega dela in seveda želim še več kot 40 let razvoja tega podjetja in seveda tu tudi podarjamo najvišje priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za izredno rast in kakovost v podjetjih, to se pravi zlati pričat Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in prosim gospa direktorica, da prevzame. Občina Gornja Radgona, v katerem imenu, ali pa katere imenu danes tukaj vse navzoče tudi lepo pozdravljam, skuša biti podjetniški pobudi naklonjena. In če je taka podjetniška pobuda tukaj, kot je to pri Vrtnarstvu Kurbus, tako inovativna, tako posebna in tudi tako trmasta, kar ne nazadnje kaže tudi njenih 40 let, potem jih res ne kaže nič drugega kot to, da izrečemo iskrene čestitke ob tem, ko prihajajo sem vsi ljudje lepega cvetja in lepega doživetja, ko nam ponujajo nekaj, kar ni čisto običajno. Ne želijo nam samo nekaj prodati, ampak želijo nam nekaj dati. Dati tisto, kar morda ni mogoče doživeti, ali pa ni dano doživeti vsakemu od nas. Nekaj, kar raste na drugem koncu tega sveta. Pa je tako majhen, ampak po drugi strani za nekoga tako velik, da pride morda do Maribora, Murske Sobote. Tukaj na Meleh pa lahko doživi nekaj novega, nekaj nepozabnega, nek delček nečesa drugega, kar nam s tem inovativnim pristopom v podjetju Kurbus prinese vsem Gornjo Radgono. In mi smo neizmerno ponosni na to, da vas imamo, smo vam hvaležni. Vrtnarstvo je poklic, ki se dopolnjuje, izpopolnjuje in nas obogati. Z družino Kurbus se poznamo že več kot 40 let. V ta leta pa je vpletenega veliko dela, skrbi in neizmerna ljubezen do krasnih rastlin in cvetja. Spoštovani, bodimo prijazni do naše domače zemlje in kupujmo pridelke in cvetje, pridelane z našimi rokami in k temu veliko, zelo veliko pripomore Vrtnarstvo Kurbus. Hvala vam. V naše res krasno družinsko prijateljstvo, res smo povezani. V ta poklon današnjega dne pa poklanjam to sliko, ki sem jo prinesel iz Anglije, iz cvetlične razstave Kraljice, ki je zelo pomembna in kaj pove? Rože te gledajo. Hvala lepa, što me poslušali. Čudovita razstava, ni besed, samo pohvale. Moram reči, da sem izredno presenečen na to razstavo orhidej in metuljev. Nisem si predstavljal, da to izgleda tako tropsko. Seveda to je veliko
truda vloženega se strani podjetja Kurbus. Vabimo, pridite, pogledajte, pridite, doživite ta naš tropski vrt, ko je zunaj recimo sneženo vse, tudi obetajo neke težke temperature, nizke. Tu noter pa mora biti za naše orhideje in za te metulje in te papige vedno najmanj 20 stopinj. Tako da lepo vabljeni na razstavo orhidej in tropskih metuljev in tropskih papig vse do 18. marca v vrtni center Kurbus na Mele. Pridite, uživajte.